Pozdravljeni. Kolega Boštjana Videnška tokrat gostimo v našem studiu s prav posebnim razlogom. Te dni namreč prihaja na police Slovenske knjigarne njegova nova knjiga z naslovom Upor, arabska pomlad in evropska jesen, pri kateri kar pomembno dodano vrednost daje tudi izjemne fotografije poročevalskega kolega Jure Tržena. Boštjan, v knjigi si združil nekaj zgodbe, ki si jih v zadnjih letih spremljal na obeh bregovih Sredozemlja, rečemo Egipt, Libija, Sirija, na drugi strani Grčija, Španija, Ciper. To so ta trenutek nedvomno ključne zgodbe tega dela sveta, ki pa odmevajo tudi daleč izza mej regije. Kako bi sam povzel rdečo nit svoje knjige? Ki se stikata na prvi pogled mogoče ne najbolj sorodni zgodbi sredozemskega juga, ki se je uprl dolgo let oziroma še nedavno nedotakljivim despotom, in sredozemskega severa, ki se je znašel v prijemu uničujoče krize. Zdaj si nekako že sam povedal, skupno točko. Po mojem mnenju, kroženju po teh državah je skupna točka uničujoča moč neoliberalizma in nekako novih ekonomskih oblik, ki so jih tako na severu kot na jugu Sredozemlja mednarodne finančne elite praktično usilile ljudstvo preko lokalnih kolaborantskih oblasti. Tu sta recimo primerljiva Grčija, današnja Grčija, in Egipt tik pred Mubarakovim padcem. Seveda je nemogoče primerjati socialno-ekonomske razmere v statistikah. Nemogoče jih je primerjati v kvaliteti življenja ljudi, mogoče jih pa primerjati v konsekvencah za prihodnost. Ravno tako, kot se je, kako bi rekel, v začetku 21. stoletja z neoliberalnimi reformami v Egiptu začela rušiti neka tradicionalna oblika bivanja, tudi ekonomska in socialna, je po izbruhu krize v Evropi začel razpadati način življenja, kot smo ga poznali, predvsem na jugu Evrope. To se bo po mojem mnenju seveda tudi širilo. In kar je skupno severu in jugu Sredozemlja, je, da so se ljudje na to zelo intenzivno odzvali. Niso dovolili, da bi se jim, oziroma ne dovolijo, da bi se jim sredi dneva ukradlo prihodnost in omadeževalo sedanjost. Res je, da se vsaka zgodba nekako odvila v svojo smer, da se je arabska pomlad že kar nekaj časa nazaj spremenila v neko vrste ledeno dobo, novo ledeno dobo v arabskem svetu. Ravno to sem hotel vprašati, ker iz podnaslova je mogoče ga interpretirati kot nek optimistični pogled na arabsko prihodnost, ampak ta pomlad je že jesen, oziroma ledena doba, kot ti praviš. Je to v bistvu, knjiga neke vrste kronologija dogodkov, z močnim poudarkom seveda na Egipt, ki je bil še kar exemplaričen v tej zgodbi. Na začetku je bilo gotovo prisotno neskončno veliko optimizma. Verjetno tudi na neki idealističen pogon, ampak brez nekih tovrstnih idealov so kakršnekoli družbene spremembe nemogoče. Dejansko je šlo 100 tisoče mladih, artikuliranih, izobraženih ljudi na ulice in se zoperstavilo trdovratnemu režimu, njihovim tankom, njihovim obveščevalnim službam, njihovi skrivni policiji. V Siriji se je to potem prevedlo s pomočjo impotentne mednarodne skupnosti na eni strani, na drugi močnih zunanjih sil, na tretji morilskega režima iz Damaska v krvavo državljansko vojno, ki je potem posledično diskreditirala velik del sirskega upora, ki je bil na začetku sekularen, potem pa so ga uzurpirale islamistične strani nekaterih zalivskih držav sponzorirane milice. Imamo tukaj zgodbo Libije, kjer je upor po mojem mnenju diskreditirala zunanja vojaška pomoč NATO, ki je bila na nekem momentu potrebna, vsekakor pa bi se mogla po ukinitvi, po mojem mnenju, grožnje Bengaziju zaustaviti in prepustiti Libijo bolj naravnemu toku dogodkov, kot se je to zgodilo, ne v imenu nafte. Pogosto se v razpravah o dogajanju v zadnjih letih v tem delu sveta govori o ukradeni revoluciji. Kdo ukrade to revolucijo, oziroma kdo bo končni zmagovalec te revolucije? Ja, v Egiptu ravno v teh dneh gledamo neko finalno igro tega, po moje, ki bo sicer imela še vedno glasne odmeve tudi v naslednjih letih, ampak vojska je že v rani fazi revolucije konec januarja 2011
svojo aktivno pasivno vlogo zasedla prostor, ki bi mogel biti namenjen revolucionarjem. Je uzurpirala revolucijo, je potem s prehitrimi parlamentarnimi in kasneje tudi predsedniškimi volitvami taktično, po mojem mnenju, izročila v roke za vladanje popolnoma nekompetentni muslimanski bratovščini. In po tem trenutku, ko se je slednja do konca diskreditirala, torej ni bila več ne političen, ne kakršenkoli drug resen tekmec vojski, edinemu pravemu vladarju Egipta zadnjih 60 let, je slednja kot Deus ex machina ponovno stopila v družbo, s pomočjo ljudstva izvedla, kakšen paradoks zgodovinski je to, državni udar in trdno zasedla svoje pozicije, ki pa konec koncev nikoli niso bile sporne. Ampak vendarle Egipt seveda dominira v naraciji arabske pomladi. Na drugi strani, tako kot na drugi strani, verjetno dominira primer Grčije. In ravno zaradi tega sem dal pač tako težo na severnem Sredozemlju Grčiji in na jugu Egipta. Pa konec koncev so te zgodbe na nek način zelo blizu. Kako podobne oziroma kako različne so si množice mladih v arabskem svetu, ki se težijo k pravicam, ki ne njihovim staršem, ne njim, oziroma ki so bile njihovim staršem in njim vedno odrekane, in na drugi strani njihovimi vrstniki v Evropi, ki si pa po drugi strani prizadevajo ohraniti, se oklepajo nekih pravic, za katere se pa zdi, da neizogibno izginjajo. Ja, zelo so si podobne. Predvsem to jedro upora. Ta knjiga je po mojem mnenju portret in upora in upornikov v celem tem delu sveta. In z stotinami in stotinami sem se pogovarjal. In kar sem probal ugotoviti, je ravno to, kar ti sprašuješ. Obstaja neka povezovalna nit. In povezovalna nit je globoko jeza in globoko razočaranje z obstoječimi političnimi elitami, preživetimi, pred njihovimi očmi padlimi, družbenimi, političnimi in tudi ekonomskimi koncepti, je želja po nečem novem, je nekaj zelo artikuliranega, je taka neka želja po novi politiki. In na drugi strani zaletavanje v enormno visok zid, v nebo rastočih slonokoščenih stolpov, elit, ki se s tem nekako branijo pred tem novim masovnim udarom. Ampak po drugi strani se zdi, da kljub temu protestniškemu potencialu ne zmorejo in ne zmorejo in želji po novi politiki, ne zmorejo definirati neke alternative tem ukrepom, ki jih recimo osmišlja, determinira, diktira in vodi zelo glasna trojka, se pravi Evropska komisija, Evropska centralna banka in Mednarodni denarni sklad. Zakaj? Odkje to pomanjkanje vizije? Zakaj so te protesti bolj izgledajo kot aktivna apatija, recimo? To je pa, bi rekel, zelo grobo ocena. Mislim, v Grčiji, tukaj pa če treba izpostaviti, tukaj se praktično pogovarjamo o Evropi. Neke politike, ki bi bila... Ja, v Grčiji to nikakor ne drži. Že na lanskih izrednih parlamentarnih volitvah je Syrizi zmanjkalo praktično nekaj odstotkov, da bi prevzela oblast. Syrizi, ki se je tako rekoč iz nič povzpela na vrh grške politike. Ampak po drugi strani praviš, da je njen šef pogosto praviš, da njen šef vedno pogosteje v Berlinu, recimo. Ja, seveda, logično, zato ker... Tudi... To je, lej, Cipras se zaveda, da bo mogel biti, oziroma je že ekstremno pragmatičen. Na drugi strani pa se, bi rekel, vodilna evropska sila, ena glavnih igralk te velike tragedije, zaveda, da bo potrebno v Grčiji slej ko prej pristati na zamenjavo političnih elit, drugače bo prišlo do velikega državljanskega konflikta. In po moje uradni Berlin že postavlja tlakovice Aleksisu Ciprasu za to, da bo vodil državo. Slednji pa to državo vodi lahko tako, da bo preživela zgolj z močnimi kompromisi. Imam se za nekoga, ki ne bi ravno sprejemal veliko kompromisov na revolucionarni poti. Ampak stvari so Grčiji preprosto šle predaleč in neonacizem raste v nebo, je velika grožnja in slabitev Sirize je samo krepitev neonacizma. In mislim, da se Cipras po vseh pogovorih z njim zelo dobro zaveda tega, da potrebuje širšo evropsko pomoč. Ne nujno v smislu franšiz Sirize, kar bi bilo na nek način zelo lepo po Južni Evropi, recimo, ampak v tako imenovanem evropskem jedru. Postati mora
spoštovan politik tudi tam, kjer so naredili vse za to, da ga bi uničili. Ravno zaradi tega, da potem s to, če tudi navidezno podporo, lahko vlada brez grožnje nekega velikega državljanskega konflikta. No. Mislim, da poseduje neko dobršno mero politične modrosti, samo realne okoliščine pa v tem trenutku niso ravno pisane na kožo Syrize. No. Del zgodbe evropske jeseni, če dalje hitreje postaja tudi Slovenija. Kako ti vidiš slovenski jutri? Tako kot grški danes. Zelo preprosto. V Grčiji gledam našo prihodnost. Že jeseni se napoveduje politična kriza, zaradi tega najbrž nova poglobitev ekonomske krize. Kaj mi se že sledi? Nov val vstaj, prihod trojke? Trojka je praktično že kle. Mislim, trojka izvaja svoj program že pol drugo leto, po mojem mnenju. Zamenjava vlad Slovenije zgolj zamenjala način komunikacije z javnosti. Iz agresije je prišlo do neke vrste prilizovanja, vsebina je praktično enaka. In jeseni se bo v Sloveniji dejansko začelo dogajati to, kar se je v Grčiji zgodilo z drugim, recimo, vsiljenim varčevalnim memorandumom, in v roku 12 mesecev, ali mogoče 18 mesecev se bo v Sloveniji živelo bistveno slabše kot danes. Nekateri se tega kljub temu veselijo. Mislim, ne veselijo, ampak pozdravljajo prihod trojke, češ da bo uvedla red, ki ga sedanjim elitam ne uspe. Ti si videl njeno delovanje drugod po Južni Evropi? Vedno obstajajo množice v državah, ki pozdravijo okupatorje in vzpostavijo kolaboracijo. Ampak glede na svoje izkušnje, mislim, koliko pravičen so ta pričakovanja, oziroma kaj prinaša trojka? Prinaša razpad vsega javnega, prinaša umiranje ljudi od preprostih bolezni, zato ker si ne more več privoščiti zdravil zaradi razpada javnega zdravstva in povečanja cen, prinaša povečanje cen hrane, prinaša privatizacijo mnogo česa, mogoče tudi sončne energije in vode, prinaša, bi rekel, tisto, kar smo do pred kratkim gledali v tretjem svetu. Prinaša popolno razgradnjo, pridobitev humanizma 20. stoletja in oblikovanje Južne Evrope in kasneje, ne le Južne Evrope, v prostor dogme učinkovitosti in konkurenčnosti malo večjim gospodarskim silam od Evrope v tem trenutku, Kitajski in tako naprej. Torej, preberite, da se pripravljeni na to, kar prihaja, mogoče že jeseni. Še to, da ne pozabiva, uprite se. Tako. V ponedeljek ob 12. je predstavitev knjige, tiskovna konferenca, kje več poveš. Samo v Ljubljani ali potem sledi še več podobnih dogodkov? Prva predstavitev je v Ljubljani, ponedeljek 12. avgusta ob 12. Potem pa, mislim, da 29. avgusta Trubarjeva hiša literature in potem pač nek book tour po Sloveniji. No. To je v rokah založbe. Seznam dogodkov boste našli na spletni strani Dela. Hvala. Hvala.